dalje. Za 2 groša fantazije moraš že le imeti, pa že delam coprnije, vse drugačen je ta svet. Če v dežju ti sonce sije, zvezde gladiš dol z neba, za 2 groša fantazije, tukaj sreča je doma. Kogar punčka zapusti. En aplavz za Petra Slička. Posredo. Petra, najprej hvala, ker si nam pridružila. Hvala za odličen film. Če je kakšno vprašanje iz publike, kar pogumno, dvignite. Ok, potem pa jaz. Hvala za povabilo najprej. Ni za kaj. Vesela sem, tako rada pridem v stik s publiko, zato sem tudi ta film naredila. Zdaj vprašanje, zakaj Ježek, v bistvu čist ni na mestu, ker vemo, da ti je Ježek všeč, ne? Ampak kar je meni predvsem šlo po glavi, kako se Ježka lotiti na način, na kakršnega se še nišče ga ni lotil. Ja, jaz sem pač vse svoje filme, te kreativne dokumentarce, nekako si vedno postavim neki izziv in probam narediti nekaj, kar pač ni še narejen na tak način. Moja motivacija za to je bila pač, jaz sem zrasla z Ježkom kot otrok in ga gledala v teh oddajah in ga imam blazno rada in sem ga pač potem raziskovala spet zdaj, ne, pred kratkim. Kako ga postaviti ljudem ven iz Slovenije, nekako spet živega, kako razložiti celo to zgodovino, ozadje, brez da se lotim tega na najlažji način, z intervjuji, z sorodniki, z znanci, z velikimi legendarnimi zgodbami o tem, kako je bil on poseben in vse to sem hotela povedati brez tujih besed, z njegovimi besedami. In potem smo s Chrisom Ekmanom prevedla te pesmi na tak način, da so jih lahko tudi tuji avtorji razumeli in so potem naredili svoje interpretacije teh pesmi. Ti v bistvu nisi postavljala noben kontekst, pravzaprav, ne? Ampak si pustila tokaj prosto interpretacijo tistemu, kar gledalec pač vidi. Ne? Ali je bilo to namenoma, da ga recimo nisi niti zgodovinsko umeščala, niti ga nisi ideološko mogoče malo si ga, že z izborom odlomkov, ne? Ampak kako? Ja, mislim, ne moram reči, da sem vse pustila odprto. Je pa res, da je bil to na nek način tak eksperiment, da smo prevedli 30 njegovih pesmi in od teh 30 so si vsi avtorji sami izbrali naključno svojo pesem. Tako da tukaj nismo imeli nekih velikih vplivov, neke pesmi so bile zelo težko, se niso dali prevesti, bi bilo treba preveč razlagati, zato smo se bolj za teh 30 odločili in od teh 30 samo Mamo morje, ki so jih Čerkezi in Kimo Pokjonom izbrali, je edina, ki je ista pesem, tako da tukaj nisem imela velikega vpliva. Kar se pa tiče Ježka samega, sem pa hotela pokazati to, kar še ni tako zelo videno v Sloveniji, ne? In sem mislila, da tega arhiva bistveno več, kot ga je. Nažalost je 80% vsega, kar je naredil, uničenega in pač je samo audio zapis in je bil moje delo zelo težko. Zato je tudi veliko arhiva od Pogačnika in vseh ostalih dokumentaristov iz tega časa, da nekako rišejo ta čas, da pokažejo, da socializem ni bil samo to, kot si ljudje mogoče na Zahodu ali pa tudi pri nas predstavljajo, ampak da je pač bil kar kruto kapitalističen v enih pogledih, ne, če tako. Je bilo pa zelo težko pride do tega arhiva, ne, ker to namenoma se v tistem času sociale ni snemali. Te prizori smetišč, ne, ti so precej zanimivi, ne.
zdaj je bilo cel kup dokumentarcev in filmov posnetih na to temo, ampak v bistvu pa tega polno obstaja že prej, kot kaže, ne? Ampak nisem videl, pravzaprav. In to so naša smetišča, ne? To ni tako, mislim, vsi mislijo, da je to je sigurno na Kosovom, Beogradu, ne? To Zagreb, to Ljubljana, te vse, ta železniška postaja, ta sociala je v Ljubljani posneta, ne? In vedno potem tako da vidim to nekaj, ne, to pa ni pri nas. Ja, je, zato se pač ni takrat pokazalo. Hočeš, nočeš Ježka, tudi aktualiziraš na nek način, ne? Ja. Ravno skozi to. Kako težko je bilo Ježkove pesmi, ki so zelo specifične, ki so v bistvu skoraj slengovske, ne? Bi lahko na nekaj reči, zelo lokalne, pravzaprav prevajati v angleščino ali pa prevajati v italijanščino. Meni osebno je celo italijanščina še na nek način najbolj pasala, če sem iskren. Ne vem, kako se vam zdela, ampak italijanščina je res sedla. Ja, zanimivo je tudi to, ne, da je Josipa se odločila, da bo v slovenščini pela, ker je bilo to preveč čudno v hrvaščini. Vsak se je nekako po svoje odločil. Ja, Cezare Bazile, ja, mislim, najprej ta proces s Krisom je bilo veliko pogovarjeno. Jaz sem Američanu morala veliko stvari razložiti. Najprej ta socialističen kontekst, veliko stvari, ki bi se sicer zgubile v prevodu, da je on nekako dobil celo zgodbo, po drugi strani pa on potem v svojem jeziku iskal neke primerjave. Še vedno ostal zelo enostaven jezik, ker čarem Ježka je, da je z zelo enostavnim prijemom povedal zelo globoke in težke, komplicirane stvari, ne? In to je trajalo, dokler so dobila da rečeva kosti oziroma meso, esenco njegovih pesmi ven, ne. Veliko stvari, sanje so prevedli nekaj del, ampak so se zgubile v prevodu, ne. So bile preveč dobesedno, niso jih dali zapet, mogoče tako da. To je bil proces, veliko pogovorov in razlaganj in gledanj in tako to. Meni je bil to krasen del, ta del mi je bil res zabaven. Samo mogoče, Chris Ekman je glasbeni producent filma, tisti, ki ga ne poznate, to je Američan, sicer vodja zelo znane skupine The Walkabouts, ki pa se je poročil Slovenko in preselil v Ljubljano. In mimogrede tudi poziv Daneta Zajca se je že noteval, tako da verjetno bil Ježek tisti naslednji izziv, ne, tudi za njega na nek način, verjetno. Ampak kako je on dojel Ježka? On kot Američan je živel čisto drugem miljaju, drugem družbenem miljaju. Kako si mu razložila Ježka? To praktično moraš živeti z lastno kožo, ne? On pa je prišel iz odzune. Kako njemu to zdaj razložiti? Ja, mislim, vsak od njih, ne, jaz sem posnela potem tudi intervju z vsakim od njih, to je pol ta edition material, ki ga bomo enkrat seveda pokazali. Zakaj so se ga lotili, kako so se ga lotili, zakaj so to pesem spravili, to vse pač sem intervjuje z njimi naredila, z vsemi njimi. Tudi s Pengovom pokojnim. Chris je, ja, on ga je dojel, kaj pa jaz vem, kako ga je dojel, to bi moral razložiti bolj natančno, kot nekega multimedijskega umetnika, ki je bil bistveno pred časom, ne. Vsak ima nekoga v Ameriki, nekoga, ki ga malo spominja, nekega tega predčasnega glasnika, ki na strani malih ljudi, ki na strani umetnikov, ki govori, kako je to biti umetnik, pravzaprav, ki zna sploh to razložiti. Veliko ljudi je umetnikov, ampak to ne znajo razložiti. On to pač lepo razloži. Mislim, da ja, pač človek, on ima tako široko razsežnost, ne, tukaj je on multimedijski, da je enostavno, ja, fascinanten, no. Mislim, tako letno je še vedno nas drži, je še vedno pač nasmejim njegove pesmi, še vedno pogledam film. Pa mi ni, še zmeraj mi dolg čas. Če kakšno vprašanje iz publike, kar? Koliko je v izbiri glasbenikov, pa kako je bilo v Šiški? Ja, to sem pa povedal na začetku, da je bil na Lifu prav posebna projekcija. Ja. Paš malo povedala še o tem, prosim. Ja, to je bilo res krasno, ne. To je bilo krasno, prišla je tudi Josipa in odpela 2 pesmi.
Šiška je pa bila pač razprodana polna, zelo emotivno, moram reči, na nek način. Poleg tega, da je bila velika, skoraj cela ekipa, nas je bila, cel zagrebški del, pa makedonski, Američani vsi so bili, je Josipa naredila tak šov, ker je ona pač takšna carica, kakršna je, utrgana in se je zaprla po nesreči zadnji za kulisje in potem zamudila, ker bi morala takoj po filmu prijeti nastopati in seveda naredila cel šov iz tega, tako super je bilo, no, tako to je bilo res krasno, tako da sem vesela, da pa publika je zelo lepo reagirala, no, tako da res iskreno veliko vprašanj in nekako živo se mi je zdelo, da je film uspešen, nekako ta prvi občutek. Kaj je bilo drugo vprašanje? Izbor pesmi. Aha. Čeprav jaz mislim, da se to bolj nanaša tudi glasbe. Ja. Predvsem na tem, kjer je recimo Kris zbral, ker jaz mislim, da vem, kjer si pa recimo bolj ti potekane zaradi. Jaz sem praktično imela že od začetka večino njihovo misli, razen, vsi so rekli ja, razen PJ Harvey, ki je takrat delala ta album England Shake, kjer je dobila, mislim, Grammy ali nekaj tako, zelo je bila, takrat je vse cancelala in smo potem dobili Johna Parrisha, on je v bistvu njen kompozitor, koga še, Leonarda Cohena sem se zelo želela in je potem bilo tako, da pač mislim, morate vedeti, da to je zelo majhen budžet, mogoče ne izgleda tako, ampak tako delali smo res, to je budžet AV projektov iz ministrstva, to niti ni budžet normalnega filma in je šlo zelo na tesno. Mogoče zdaj na koncu to tako ne izgleda, večina ljudi misli, da je to visokobudžetni film, pa ni. In nekje so neke zidove sem uspela, pač te neke agente sem uspela premagati, nekih pa pač ne moreš, ker pač to toliko stane in pač nismo imeli tega budžeta. Se pa marsikaj da, no, ljudje so ljudje in če vidijo, če jih navdušiš in če prepoznajo v Ježku v tem primeru res nekaj, kar se njih dotakne, so vsi takoj za to. Ne. Tako smo šli postopoma, seveda to dolg časa traja, Terezo smo posneli v Lizboni, čakali smo Josipo, mislim, proces. Tako je bilo kar, kako ne rečem, organsko se je zgodil izbor. Mogoče tako ne bom lagala. Koliko let je to nastajalo? Od 8 let. Ja, če ste ujeli še tangovi, pravzaprav ne. Ja. Koliko teh najbližjih, recimo Josipa Lisec ali pa mladina iz Brne, iz propaganda, so poznali Ježka? Josipa je vedela, da obstaja, ampak ga ni poznala. Noben Ježka, razen Pegova, ki ga je, zato je tudi on edini Slovenc, on je upesnil njegove 2 pesmi, tudi še Tlač Gvinčka, in ga je vprašal in to je tudi lepa zgodba, kako je Ježek reagiral na njegovo slepo pego. Ja. Zato je samo on od Slovencev, ki ponovadi to vprašanje pol pride. Zato, ker se je on njega lotil še preden so vsi začeli prepevati njegove pesmi in to postalo tako nekako. Se mi zdelo, da je to nekaj res posebnega. Je pa on prinesel Ježko neko svojo, res svojo lepo interpretacijo, ki jo noben drug ne bi bilo. Bomo izdali. To sem tudi jaz avtoravno. In mednarodne premiere še ni bilo, zdaj čakamo majčkan z njo, zato ker je pač pri selekciji enega festivala, ki nam zelo pomemben dokumentaristom, Vision Tourelle v Švici. In to je zdaj marca in takrat ne bi šel LP
soundtrack in CD te glasbe. No, do takrat jaz upam, da se vse poklopali in da bomo to naredili. Mene tudi zanima, v bistvu je to verjetno od Krisa usmeritev, ampak v glasbi ste šli pravzaprav eno tako diametralno nasprotno smer, kot bi jo recimo klasičen Ježek predstavljal. Šli ste v to alternativno amerikano, ali kako bi lahko temu rekel, alternativni rock pravzaprav. Ali je bila to zavestna odločitev ali je pač tako ratalo za izborom izvajalcev? Ja, kaj vem, seveda sem nekako potem malo sva šla potem kaj tudi nama blizu, ne. Naprimer, Kriso ni, jaz sem neke stvari izbrala, ker mogoče njemu ne bi bilo, on pa je meni ponudil nekaj, kar pa meni niso bile, tako da je bila neka kompromisna situacija, seveda on ima toliko več glasbenikov, ki jih pozna in ki jih lahko pokliče in reče, Petra, res fejs punca, dajmo. Jaz pa pač moram iti čez vsa vrata in je proces težji, ampak za vse tiste, kjer sem se odločila, sem pa tudi do njih prišla in se je zgodilo. Tako da mislim, da je upornost pa izbor glasbe je bil zelo pač nekako moj pa Krisov, no. Lahko bi šli širše, seveda, mislim, zato pa prihodnič dalje, mogoče bomo naslednjič kakšno drugo smer glasbe zajeti. Čeprav tudi Krisa verjetno zdaj Ježek ščeli še naprej, ne? Verjetno. A bo kaj delal na tem? Ne vem. Zdaj se nekaj dogovarja, zdaj pač hoče res dati Pengovo ploščo, nekaj se pogovarjava za naprej, da bi pač sodelovala, ampak to je tako še zelo po vojih, pa se moram malo spočiti. Pa bom pa kaj drugega naredila, pa spet se mogoče lotam Ježka. Je pa res, da mislim, ideja je, da naredimo projekt, da bi tudi povabili zelo znane igralce, da bi tudi odigrali neki, da ne bi bili samo glasbeniki, komedijante, tako ne, da bi se pač pokazali tudi druge deli Ježkovega ustvarjanja, teh nekih talk showov, da bi to združili, ampak bomo videli, no, kako se bojo zvezde poklopile. Kaj pa poleg Ježka še tvoj naslednji korak? Petra je nam zelo dejavna dokumentaristka v Sloveniji, v Makedoniji, predvsem, kjer fura festival, kjer fura potujoče kino, tako da cel kup stvari delate tam dol. Ampak zanima me predvsem po ustvarjalni plati, kaj je naslednja stvar. Ja, jaz sem tako znana po teh dolgoročnih projektih, ker se mi že vsi tako še zmeram, to snemaš, daj, bom tega konca. Ampak enostavno tako je, ne, mislim, tukaj je pač, vsi naši projekti so mednarodni, odkar sem končala faks, do zdaj mislim naredila enega filma, ki bi bil financiran samo iz enega vira, vedno delam z mednarodno ekipo, vedno delam in zato to toliko časa traja, nas tega niso navajeni, tako še, ampak bojo se mogli navaditi. In zdaj delam pač en film, ki pa ni tako, je o avtoimunih boleznih, o mladih ljudeh, ki kar padajo, se ne ve, kaj se jim je zgodilo, tako da zdaj sledim 3 zgodbe mladih punc, starih do 40 let, ki vsake toliko časa zginejo v komu in tako in se pa spet poberijo, naučijo hoditi, spoznajo svojo družino spet na novo in tako naprej. Tak težek, ampak film o volji za življenje, pa o tem, kaj imamo, pa ne vemo, da imamo tako težek, ampak lep film se mi zdi, da bo tako točno. Ko ga boš predstavljal, te povabimo spet. Hvala. Če ni nobenega drugega vprašanja, bi se jaz od Petri za danes poslovil, se še enkrat zahvalil za čudovit film in pa prosil za še en aplavz. Lepa hvala. Jaz bi vas mogoče samo še povabil na en poseben projekt, ki ga bomo v tem kinu
peljali proti koncu meseca, oziroma naslednji teden že. In sicer se v živo vklapljamo v filmski festival v Rotterdamu z 2 filmi, sinhrono z festivalskimi premierami v Rotterdamu, to je največjih filmskih festivalov na svetu. Si bomo 2 filma naslednji petek in naslednjo soboto ogledali tudi tukajle pri nas z živimi pogovori iz Rotterdama, tako da takrat tudi vabljeni. Oba filma sta zelo zanimiva, malce težja, ampak zanimiva, tako da vabljeni tudi takrat. Kjer 2 filma pa sta, pa vidite tukaj v naših zloženkah. Hvala, lahko noč.